pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Nikoli ne ujamem tega, kako ti to narediš, to se bi mogla zmeniti. Jaz sem tako hiter, da me ne moreš ujeti. Ja, that's what she said. Prosim, nadaljuj, začni. Današnja oddaja bo današnja oddaja bo dolgočasna oddaja. Nikoli ni dolgočasna. To je res. Ampak, zakaj bo dolgočasna? Zaradi tega, ker bova govorila o v bistvu, kaj je danes. V bistvu to bo oddaja, ki bo za ljudi čez 50 let. Ja. Se pravi, to pomeni, da kar je danes v bistvu nekaj čist klasičnega, navadnega, in tudi danes bo neka statistika, kaj približno imamo danes in kaj v bistvu bo čez par let bova diskutirala. Se pravi, bo nekdo gledal, kako je bilo. Kako je bilo v bistvu včasih čez 50 let? To je oddaja za nekoga, ki bo čez 50 let gledal tole. Živa! Midva, upam, sva še živa. Ja, sva pa kar malo starejša. Ja. Če sva še živa. Ja. Upajmo, da. In Matic že uleče švicarsko penzijo. Gremo mi na oddajo. Oddaja bo pa iz dveh del. Ta prvi del bom mačkan bolj statistično, pa po vrst gremo, pa bova pa midva še malo prediskutirala, čeprav se bova že probala vmes. Okay. Tako da gremo kar na začetek, od začetka, se pravi, začnemo na začetku. Koga sem zdaj že rekel začetek? Pač pa začnimo, no. Tako, se pravi, to prvo je rojstvo, ne? Se pravi, začne se s tem. Tako, in ko se pogovarjamo o tem, pač danes je normalno, da se pač otrok rodi v porodnišnici, ne? Ne vem, kaj bo to. Ja, seveda. Čez ne vem koliko let, ampak danes je recimo full modern, da se doma rojeva, ker recimo 50 let je nazaj... bilo tisto normalno, ker ni bilo bolnic, ne? Tako. Zdaj pa mogoče tisto first world problem, ne bo v bolnici, ampak bo doma. Mogoče se to vrača nazaj. Vse to, a ne? Ja, pozabil sem drugače prej povedati, sam še toliko, pač ne, zakaj 50, če mi pogledava 50 let nazaj, a ne? So bili standardi čist drugačni, pa življenje čist drugačen, kot je danes. Primer, ki sem si ga jaz spomnil, ki mi ga je mama govorila, ne vem, avtomobili so bili po registraciji, tisti, ki so imeli, ne vem, lihe številke, so bili ponedeljek, sreda, petek se lahko furali, oni pa tork, četrtek. To je bila neka fora, ker ni bilo recimo dosti benzina. Ja, sam pač to je bilo tisti dan normal, tisti čas navaden, pač tako je bilo danes ti pa tako, kva? Tako da pač zaradi tega govoriva o tem. No, zdaj greva pa naprej na rojstva. Se pravi, mislim, imam tukaj, se pravi, statističen podatki so iz leta 2018, zaradi tega, ker 2019 še ni zaključeno. Tako da, pač še ni za 2019. Ja, pač podatkov, tako. 19 585 otrok je bilo rojenih v letu 2018. Eden izmed teh je tudi moj. Točno. Ja. Tako da, ja, pač, ko sva se pogovarjala o tem, o rojstvih, danes je recimo tudi ful modern, da se furaš ful delač stran, ne vem, v Postojno ali pa rodiš, če si iz Ljubljane, če si pa iz, ne vem, neke Postojne ali pa iz, ne vem kje, pa pač v Ljubljano hodiš, tako pač neke gluposti človeške, ki jih jaz pač ne razumem. Vsak ima. Mislim pač, vsak si lahko zmišljuje. Tako. To je danes to, da se vsak pač, lahko zmišljuje. Kakšen si lahko preveč pozmišljuje. Mislim, se nimam nič proti, le pač pet kamer hočeš, se tvoja stvar, ampak pač zakaj bi hodil nekam deleč, če imaš bližje. Ne. Ja, možnost. Si lahko ponudi kdo odgovor, tak. Ja, vsak ima pač svoje ideje. Pri nas je bilo v Ljubljani pa je bilo kul, tako da ne vem, zakaj bi, nima veze. Toliko o tem. Gremo naprej v vrtec. Mi, naša generacija, ki sva že v letih, smo šli 7 leti v šolo. Oziroma, jaz sem začel z vrtcem. Vrtec. Najprej smo šli v vrtec. V vrtec gremo kdaj pri enem letu? Ne vem, jaz sem se merkal dosti cajta. Ja, jaz sem se tudi drugače, ampak recimo, ja, jaz isto, ampak pri nas zdaj pa pač že v vrtcu, pač pri enem letu greš lahko, dosti gre pa tudi kasneje, če si lahko to prvošijo.
recimo, ne vem, naši so si lahko to privoščili, ker so bili od njih starši že v penzijah in so lahko merkali. Ja. Mi pa recimo si to ne moremo privoščiti, ker naši še kar delajo. A ne? In pač kam ga boš dal merkati, najlažje ti je pač v vrtec zdaj, pač če hodiš v službo ali pa kakorkoli. Če pa imaš ta privilegij, da lahko vidim, zakaj bi pač dalj cajta bil doma, ampak pač recimo, to je tako je. Zdaj smo pa pri šoli, tako kot smo začeli. Se pravi, začeli smo v šolo mi iz 7, zdaj iz 6. Še nekaj 10 let nazaj. Ja. So začeli 6. Ja, nekaj tazga. Še kaj več. Ja, mi smo iz 7 in smo še hodili, se pravi, do 8. razreda je bilo. Mi smo zaključili. Do 8 tako. Zdaj je pač 9-letka, se pravi 9 let, ampak mi smo imeli pa malo šolo. Tako da, pač ni neke vrste. No, še zmeraj je bilo boljš. Ja, boljš pa lažji, če temu rečemo. Še zmeraj je bil vrtec. Ja, še zmeraj si igral dosti. Tisti 2krat na teden, da smo nekaj pisali, pa se nekaj učili. Ker bi rekel, da je v šoli zdaj prvi razred, je pa čist drugače. Ja, saj jaz mislim, bomo videli, ko bomo do kje prišli, kako bo realno takrat. Tako da, zdaj gremo naprej, se pravi, v šolo smo osnovno zaključili, zdaj večino ljudi gre na srednjo šolo, kljub temu, da ni obvezna, ne? Tako da pač v Sloveniji je tako, da pač srednja šola je kar skoraj da vsi, mislim, da grejo kar vsi na srednjo šolo. In klem eno stvar izpostavil, naša generacija se je malo zaštrikala, zato ker so nam vsem govorili, uči se, da boš dobro službo dobil. Sam problem je, ker so vsem to govorili. In pa smo vsi na gimnaziji rinili in na fakse in na koncu delaš nekaj, kar sploh ni tvoj foh. Ampak dobro, daj. Upam, da se ljudje bolj na neke... Veliko lažje je bilo v glavnem, če bi neko srednjo šolo tako praktično zbral. Pa bi pol to delal. Ja, veliko boljš bi živel in veliko, prešparil bi lahko dost. Ja, pa prej bi lahko začel delati. Ker danes, zdaj ne vem, kako je čez 50 let, ampak kakšnih električarjev, mehankarjev, vodovodarjev, bi rekel, da kar primanjkuje. Tako je. Včasih je bilo pa dost. Tako. Zdaj smo iz srednjo šolo zaključili. Zdaj gremo naprej na faks. Na faks gre v Sloveniji 90% srednješolcev. To je ta podatek, ki si lih ti govoril. Ampak to pomeni, da 50%, ki jih gre na univerze, pred nami v EU so edini Danci. Pa smo pa mi potem, koliko ljudi gre na faks. Tako da... Se pravi, mi smo drugi. Mi smo drugi v Evropi. Ja, tako da, ful zanimiv podatek. Poprečno mogoče, ker zdaj razmišljava tako, bi rekel, nekaj za naš, pa za nekoga. Mogoče pa to pripomoglo, da čez 50 let, da smo ful bolj razviti. Mogoče, to bojo pa lahko. Mogoče je to razlog. Ja, da midva narobe razmišljava. Tako, se to bova videla čez 50 let, ko bova pogledala to oddajo. Se bova skupaj usedla na futurističen kavč, ki bo na luftu lebdel, recimo. Nice. Pa pila bova birkonik. Sam pomislil boš, pa ga už dobo. Naprej gremo, se pravi, povprečno študiramo skoraj 7 let. To so letošnji podatki. To nisem, bi rekel, nisem diploma, je še kle ne nabrž magisterij uštet. Pač študij. 7 let. Povprečno leto za enega študenta pa davkoplačevalec se stane 3500 €, kar se meni tudi ne zdi neka velika številka. To pa ni tako velika številka, dejansko. Na študenta na letnik. Ja, tukaj sem se enkrat z eno Nizozemko pogovarjal, pa rekla, da je 5000 €. Rekla si ni to, 5000 €. Kar se mi že zdel, ne. Zdaj je tudi 3,5, sam manj, kot sem si mislil. Tako da ja, toliko o šolah. Pa za stonje. Zato pa tudi 90% ljudi gre na faks. Tako je. Za enkrat še za ston. Tako. Zaenkrat je zaston, tako da mogoče čez 50 let ne bo več. Pač nas ne stane nič. Zdaj smo pa prišli v službo, smo pa že faks oddelali in gremo v službo. V Sloveniji je zaposlenih 982 000 ljudi.
To je kar lepa cifra, če pomislimo, da nas je 2 milijona 80 tisoč trenutno v Sloveniji prebivalcev. Najbrž penzionistov dosti. Ja. 49 tisoč ljudi je nezaposlenih. In 744 tisoč je neaktivnih, to so se pravi šolari, vrtec, vse te pa penzion. Aha, tudi zraven ste. Ja. Aha, ok. Tako da, zaenkrat še laufa. Ja. Tako kot je, ja. Je več zaposlenih, kar je skupno nezaposlenih. Tako da tudi nezaposlenih ni spet toliko velik, 49 tisoč. Ja. Sam raste zdaj, tako da bomo videli, kaj bo. Ja. V službo gremo mi podeželski ljudje, ker ne živimo v mestih, večino z avtomobili, se vozimo v centrih, se pravi Ljubljana, ne vem, Maribor, pa z avtobusi, zaradi tega, ker je pač logično boljš, ker nimaš nikjer za parkirati. Predvsem to mislim, da je verjetno bi vsi hodili z avtom, ker ni parkirati. Tako da pač tam je tako, mi pa z avtomobili, ker pač imaš, si drugače tudi zelo veliki hod iz vlaki. Je pa danes to, da zelo neefektivno je to. Pač vlak sej voz, sam počas je vse voz. Ampak spet ni problem, ko priješ do Ljubljane, je v redu. Pa, ko pač po Ljubljani nekam iti. Jaz sem recimo včeraj popoldne sem šel v Ljubljano, sem se 1 uro vozil do tja. Če bi šel z avtobusom, se vozil 1 uro pa pol minimalno. Če bi to bilo, upam, da se je to v prihodnosti kaj uredil, se pravi, da je več sebi hodil jaz recimo na javen prevoz, veselim, ampak če rabim 1 uro, 2 ure, da pridem do, ne vem, prost, bom še zmeraj z avtom hodil. Tako je. Razumem, kaj hočeš reči. Tako da večino nas hodi ali z benzinom ali pa z dizlom, se furamo Čas se pa elektrika. Tako, električnih avtomobilov je trenutno registriranih približno 1500 v Sloveniji. Tako da je že neki, tako da to pa vsak let se viša, tako da je 30% več, ne, to niso hibridi, to so samo električni. Hibridi so, pa jih je pa tudi dobivajo. Hibrid je v bistvu zelo dobra opcija, če mene vprašaš trenutno, ker električen avto še zmeraj, ko moraš 1 uro filati. Kaj ne 1 uro dela? Čez noč ga filaš. Sam če greš ti na pot daljšo, ne? Se ustaviš za 1 uro. Pač se ustaviš za 1 uro in ga nafilaš. Pa tudi dometi niso toliko veliki, zaenkrat še niso. Zaradi tega pravim, da je hibrid zelo dobra opcija, ker ti, če se po mestu furaš, lahko v bistvu vključiš štrom in se furaš za džabe, ko pa greš recimo ven iz mesta, imaš pa pač lepo bencin in to je to. Pač za tam, da imaš v bistvu best of both worlds, se pravi, ne rabiš toliko cajta ga filati, tako da pač je top, ampak dosti ljudi recimo pri teh hibridih ne ve, da pač ima toliko manjšo porabo, to je kombinirano, če ti elektriko polno, če boš pa ti neko dolgo razdaljo šel, ko boš ti bencin rabo, ne pač štroma, boš imel pa isto porabo, kakor pri navadenemu bencinarju ali pa... Razmišljajo ljudje. Ne, sem že v dostih slišal pač točen ta argument in mi je tako. Pa sem kriv. Se nima veze. Tako da, zmeraj več je teh električnih avtomobilov, to je pozitivno, pa kaj sem hotel še reči, da zaenkrat samovozečih avtomobilov še niso narejeni, vem, da ima Mercedes neke avtomobile, pa Tesla, pa nekaj jih je, ampak je to še bolj v povojih, kar pa mislim, da bo čez 50 let bolj kaj ne standard. Mislim, da bo to... Mi smo še izpit, ki smo delali na Schaltgeber. Tako, pa še zdaj večino se nas voz iz prestav, ni še avtomatik, kljub temu, da je v svetu to že kar popularno. Amerika skoraj da ne poznajo. Verjetno že 10 let. Ali pa še več. Anglija in podobne te večje države imajo večino avtomatike. Pa nas pa še kar, pa meni tudi ni tak problem tiste prestave. Mislim, vsej verjamem, da če bi enkrat imel avto, ki je avtomatik, se bi zelo hitro razvadil. Kak še zmeni je fajn, ker prestaviš. Točno to.
Okay, gremo naprej. Poprečna starost upokojitve za ženske je 60 let pa 2 meseca. Za moške 62 let pa 1 mesec. Prav moški dalj cajt delamo. Poprečna starost v Sloveniji pa 43 let, cela 4. To bi se lahko znižal malo, pa bi bilo v redu. Ja. Sprav vidi, da so podpoprečni. Jaz sem zaenkrat še podpoprečni. Ja, neki čez 50 let, ko tole gledava, upam, da sva šla sploh v penzion. Upam, da so, ne pri 62, sploh ne razmišljam, vsaj 65 zdaj. Po moje tudi, če ne še kaj več. 65 mislim tudi. Ok, ja. Ja, se posma že toliko strz. Zaenkrat je to. Ja, res je, ja. Da spet odvisen, kakšno službo imaš. Tako. Ja, odvisen, pa kdaj si začel delati, koliko imaš dobe, pa koliko imaš vsega. Tako da, zdaj pa še zadnja zadeva, se pravi, kdaj umrejo, koliko je povprečna starost. Se pravi, je za moške je 74,1 leta, umrle ženske 81,6 leta. Deček, ki je pa rojen v 2018 v Sloveniji, lahko pričakuje, da bo dočakal 78,32 leta, deklica rojena v istem letu pa 83,84. Nice. 6 let del bojo živele punce. Ja. Zakaj? Zakaj smo mi to kmali? Tako da, to je pa v bistvu zaključek. Zdaj pa bi jaz takole predlagal. Ker si kar nekaj cajta govoril, bi jaz predlagal, da tukaj zaključiva, pa imamo naslednjo oddajo o tem, kaj je še nama zdaj nekako logičen, pa kaj je midva stvari, ki niso bile omenjene, jih takrat omeniva v drugi oddaji. V drugem modelu, tako je. Tako. Lep petek, pa se vidimo drug teden. Ajde, čau.